Kornhauserjevi iz vasi Topolovci pri Cankovi so pred 6 leti obnovili pridelavo hrena. Posadijo ga od 1,5 hektarja do 2,5 hektarjev in pridelajo do 20 ton, kar pomeni skoraj 5% celotne letne pridelave hrena v Sloveniji. Se pravi, se nahajamo na njivi 1,8 hektarja, na njem smo spomladi posadili 80 tisoč reznic in pričakujemo nekje 15 ton pridelka, se pravi A klase, od tega še potem 30% C klase, pa reznice spet za naslednje leto. Pridelava hrena zahteva ogromno fizičnega dela. Ocenjujejo, da je za obdelavo 1 hektarja potrebno opraviti med 1400 in 1800 ur ročnega dela. Hren posadijo marca ali v začetku aprila z doma izdelanim strojem ali ročno. Največ dela je konec maja ali v začetku junija. Takrat ročno izkopljejo vsako korenino, jo očistijo in odstranijo tako imenovane laske ter vrnejo v zemljo. Za takšno opravilo porabijo od 300 do 400 ur na hektar. Jeseni hren izkopljejo in ločijo v 3 razrede, A, B in C. V razredu A so največje, vsaj 3 cm debele in vsaj 20 cm dolge korenine. Takšne operejo in zapakirajo. Ja, z tem strojem dejansko finaliziramo proizvodnjo hrena. Sestavljen je iz 2 delov, kot vidite. Se pravi, imamo varjenje, potem gre skozi tunel, tam se opremi z deklaracijami in seveda potem se stehta, ali je to 5 kg, 3 kg vreče in seveda gre na trg. Hren prodajo kmetijski zadrugi Lenart. Večino slovenskega hrena pojemo doma, del pa ga gre v Avstrijo, zlasti razred C. Slovenski hren potrebuje svojo zaščiteno blagovno znamko, pridelovalci pa bi potrebovali hladilnice, ki bi omogočile shranjevanje hrena do poletja. Še vedno namreč velja staro pravilo, po katerem je treba doma pridelan hren pojesti v mesecih, ki imajo v imenu črko R. Zato poleti hren uvažamo iz držav, kjer imajo hladilnice.